Tipanke so dober mesec nastajale pri predmetu likovno-specialni pedagoški projekt. Izpod rok 24 študentov, ki so delali v parih, je v dobrem mesecu nastalo 12 knjig tipank. Zavedamo se, da je tipnih slikanic za slepe in slabovidne otroke izjemno malo v slovenskem prostoru in je ta želja, se pravi, pomagati tem otrokom toliko večja. Po drugi strani pa je nam želja, se pravi profesorjem na fakulteti, da študente likovne pedagogike, ki so zelo ustvarjalni, imajo ta potencial, usmerimo, da v svoji kreativnosti delajo tudi, bomo rekli, družbeno koristno delo. Študentje so najprej napisali svoje zgodbe. Urška Lešnjak se je svoje tipanke lotila na podlagi zgodbe o dveh medvedkih, sama pa ob koncu vse knjige tudi oblekla v platnice in jih ročno zašila. Potem smo naredili skice približnih ilustracij, začeli iskati materijale, razmišljali o tem, kako se bo nekaj tipalo, kako se bo čutilo, tudi kako stvari pritrditi v končni izdelek. Jaz recimo sem konkretno uporabljala filc in pa tole peno, dosti tudi raznih gumbov, pomagali smo si skoraj vsi z raznimi konturami, ki se napihnejo oziroma ohranijo 3D obliko. Materiali so v bistvu takšni, da čim bolj ponazarjajo material bomo rekli, v resničnem svetu, da imajo otroci čim bolj slepi in slabovidni, čim boljši vpogled v resnično življenje. Bomo rekli tudi nekaj odpadnega materiala, kartoni, plastični materiali, v bistvu so zelo inovativne rešitve tudi tukaj študentje, kot sem že prej povedala, kreativni so, tako da to ni bil problem. Za slepo in slabovidno bralstvo, zlasti za otroke, je v knjižnicah na razpolago malo knjig. V vseh enotah mariborske knjižnice je 194 zvočnih knjig in 670 knjig s povečano pisavo in doslej ena tipanka, avtorice Aksinije Kermauner. Žiga Špaget gre v širni svet. Pri projektu že vsa leta sodeluje tudi članica Mariborskega društva za slepe in slabovidne Darinka Lozinšek, saj z nekaterimi člani društva obišče študente in jim pomaga bolje razumeti svet slabovidečih ali slepih. V omenjeno Mariborsko društvo je sicer trenutno vključenih 28 otrok z omejitvijo pri vidu. Želijo si, da se najde založnik, ker vemo, da so te stvari delane ročno, da stane kar nekaj. Pa tudi otrokom našim bomo v juniju predstavili, oziroma bodo predstavili ravno te tipanke, da jih bodo lahko potipali. Želim pa si, da bi se res našel nekdo, ki bi to finančno podprl, ker tega je zelo malo na tržišču, kot vemo. Mi koristimo predvsem Knjižnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, kjer imamo zvočno knjižnico in pa tudi knjižnico z brajevimi knjigami in je tam vir naših informacij. Vsakič, ko pišemo take stvari, se mi zdi, da predvsem imaš v mislih tistega, ki bo to potem nekega dne bral, želiš si videti veselje, ki bo to nekomu prineslo. S tipankami bodo letos gostovali po knjižnicah in društvih, ob koncu pa jih še letos predali zavodu Iris v Ljubljani, kjer se dnevno zbirajo slepi in slabovidni otroci, ki bodo tipanke brez dvoma dodobra pretipali.